Ja, že drugi dan zapored, živijo Blaž. Zdravo, Matej. Lepo te je videti spet, po dolgem času. Po dolgem času, ja. Po manj kot 24 urah zopet sedijo za temi mikrofoni in sicer danes začenjava, kot sem obljubil že včeraj, v včerajšnjem podcastu, če ste ga poslušali, začenjava z najino serijo vodičev k letošnjemu Evropskemu prvenstvu Eurobasket 2017, ki bo potekal v 4 državah, to, kar je v zadnjem obdobju zelo popularno, namreč ne samo v košarki, vendar tudi v drugih športih, nogometu, kot kaže pač ekonomija, današnja ekonomska realnost zahteva to, da več organizatorjev organizira in si porazdeli stroške organizacije večjih prvenstev in tokratno bo potekalo na Finskem, v Izraelu, Romuniji in Turčiji, kjer bo potekal tudi zaključni del in kjer seveda upamo, da bomo spremljali tudi Slovenijo in upamo, da seveda tudi čim dlje. In tokrat za uvod, za prvo epizodo Eurobasket vodiča se bo posvetila predvsem slovenski reprezentanci, potencialni 12-terici, ki se bo odpravila na prvenstvo, pozabavala se bova z imeni, ki so se pred dnevi zbrala na zboru in tisto največje presenečenje, tudi o katerem bova seveda spregovorila malce več, Erazem Lorbek po 3 letih zopet na parketu, poskusil se je vrniti v zadnjem letu, poletni ligi, lansko poletje v Franciji, potem vemo, je poskušal pri Vujoševiću in Prepeliću v Limožesu možu se vrniti in na to sedaj neuspešno in sedaj tretji poskus, morda celo zadnji poskus v karieri Lorbka z Radom Trifunovićem se je sedaj pripravljal 2 meseca in Rado Trifunović, ki je pomočnik Kokoškova, Igorja Kokoškova, selektorja v reprezentanci, je ocenil skupaj s Kokoškovim, predvidevamo, da je Erazem Lorbek sposoben začeti priprave in bomo videli, če mu bo uspel ta senzacionalni povratek na parket. Vsekakor bi bila to pravzaprav prvovrstna senzacija, če bi Lorbek dejansko zaigral na Evropskem prvenstvu in tam tudi odigral recimo vidno vlogo v reprezentanci, bi bilo to prvovrstno presenečenje in kot sem dejal, 12-terica, ki bo na prvenstvu, pozabavala se bova z imeni, ki bodo verjetno izpadla iz seznama, ki bodo ostala na seznamu, pozabavala se bova malce z našo skupino, vendar tokrat za uvod predvsem naša reprezentanca, imena, ki bodo odšla na Evropsko prvenstvo, kakšne so pričakovanja, visoko leteče napovedi funkcionarjev, se z njimi strinjava, da ali ne, na vprašanje, poskušala bo odgovoriti na vprašanje, ali je res naša reprezentanca sposobna osvojiti medaljo, kot je napovedal Nesterović, generalni sekretar in seveda bivša legenda slovenske košarke. Ali je to res? Vsem tem pa več po kratkem intermezzu. Vodič Eurobasket 2017 začenjava z našo reprezentanco, slovensko košarkarsko reprezentanco, ki se bo tokrat zbrala v zelo zanimivi, kot sem dejal, tudi zelo konkurenčni postavi. Kako konkurenčni, to bova poskušala ugotoviti v tej epizodi podcasta. In morda je najbolje, da začneva s 3 imeni, 3 novimi oziroma enim starim novim imenom, ki so popestrila letošnji zbor reprezentance in seveda, ki posledično tudi ravno dvigujejo apetite navijačev in tudi tistih odgovornih v zvezi in na koncu seveda tudi samih igralcev, ki vsi po vrsti napovedujejo, želijo, potihem napovedujejo, nekateri bolj glasno, kot smo dejali, Nesterović je precej glasno napovedal boj za najvišja mesta, torej boj za medaljo. In
nekaj igralcev, prva peterka bo vsekakor se povsem enakopravno lahko borila z vsemi najboljšimi peterkami na prvenstvu. To lahko z gotovostjo trdimo. Vprašanje je pa seveda, kako globoka je naša reprezentanca in kako lahko ta morda malce manj globoka postava v primerjavi seveda s tistimi ostalimi najmočnejšimi reprezentancami, koliko lahko pripomore k boljši, slabši, predvsem seveda slabši, morebitni slabši uvrstitvi naše reprezentance, vendar kot sem dejal, 3 imena, ki se jim morda lahko najprej posvetiva, Anthony Randolph, Erasem Lorbek, povratnik, ki po 3 letih bo zopet in nekaj neuspelih poskusih povratka na parket, zopet njegov, kot je sam dejal, morda celo zadnji poizkus, da se vrne na parket, da še zaigra kot profesionalni igralec, nekdaj najboljši krilni igralec, krilni center Evrope, zagotovo evropskih parketov, ki je bil tudi najboljši igralec slovenske reprezentance takrat, ko je zabeležila največji uspeh v svoji zgodovini na Evropskem prvenstvu 2009, član idealne peterke, Erasem Lorbek, takrat seveda s svojimi igrami bil najbolj zaslužen za 4. mesto, najboljšo mesto Slovenije na evropskih prvenstvih, in seveda Luka Dončić, novinec, veliki up, kot radi rečejo mnogi novinarji, biser slovenske in evropske košarke, morda bodoči prvi izbor NBA drafta, igralec, ki je po izjavi enega izmed bolj cenjenih analitikov v NBA ligi, ki opravlja statistične analize v enem izmed večjih, bolj uspešnih NBA moštev, drugi najboljši igralec Evrope po njegovih statističnih modelih in analizah, je Luka trenutno drugi najboljši igralec. V letošnjem zaključku španskega prvenstva in tudi Eurolige smo videli, da vendarle gre še za neizkušenega, za izjemno nadarjenega, vendar obenem tudi neizkušenega 18-letnika, in morda je breme tistega nosilca reprezentance v tem trenutku še vendarle nekaj, kar ne bi smeli polagati na ramena Dončića. Vendar poleg Gorana Dragića in Antonija Randolfa bo Luka Dončić, če bo prikazal podobne igre, kot jih je kazal v Euroligi in v španskem prvenstvu v letošnji sezoni, tiste najboljše igre, če bo igral na tistem nivoju, potem bo zagotovo lahko tisti tretji ključni igralec, eden izmed nosilcev reprezentance, in igral zelo veliko vlogo, kar pa je seveda tudi selektor Kokoškov povedal že na zboru, da bo Luki namenjena velika vloga v reprezentanci. Pa morda, Blaž, najprej začneva z Erasmom Lorbkom, po 3 letih zopet na parketih. Če sem te včeraj vprašal glede Kairija, kaj verjameš, kaj ne, bom te zdaj vprašal za Erasma prvo vprašanje, pa misliš, da mu lahko uspe, da bo del 12-terice, eden izmed 12 igralcev, ki se bodo odpravili na Evropsko prvenstvo? Ja, to je v bistvu zelo težko vprašanje za odgovoriti, predvsem zaradi tega, ker želim si, da bi Erasem šel na Evropsko prvenstvo, ampak želim si, da bi šel na Evropsko prvenstvo kot recimo vsaj 30% ali pa 40% Erasem, kot ga poznamo. Mislim, da 30% Erasma se skoraj da ne splača vzemati na prvenstvo. Ja, ne vem, jaz osebno mislim, da je 30-40% Erasem še vedno boljši kot druge opcije, ki jih imamo na poziciji 4-5, ampak to je predvsem na račun njegovih izkušenj in vsega tega, kajti s svojimi izkušnjami, mirnostjo, verjetno lahko tej reprezentanci 30-40% Lorbek da več, kot pa morda Žiga Dimec. To je nedvomno res, vendar kaj pomeni to 30-40% Lorbek? Ali to pomeni, da je to Lorbek, ki lahko
10 do 15 minut igra na recimo temu relativno visokem nivoju, to je tisto, mislim, jaz mislim, da je to je tisto, jaz 30% Lorbka si jaz predstavljam kot igralca, ki bi bil recimo 12. ali 11. igralec v rotaciji, ki bi lahko kvečem 5 minut, mislim, morda si jaz ne prevajam te statistike na parket pravilno. Če bo Lorbek igralec... Moj 30 do 40% Lorbek je tam, tako kot si rekel, 10 do 15 minut na visokem nivoju, se pravi tam, da zna zadeti kakšno trojko, pobere par skokov, morda tam recimo, da bi v statistiko upisal tam povprečju kakšnih 6-7 točk, 5-6 skokov, to bi jaz bil že kar se govoriva tukaj samo o fizični pripravljenosti, 30% fizične pripravljenosti, recimo temu najboljšega Lorbka, ki smo ga imeli priložnost videti, ker seveda pri njemu tehnika in znanje nikoli ni bilo sporno. Gre za enega izmed najbolje tehnično podkovanih visokih igralcev in tudi, če bo primoran zaključiti svojo kariero, jaz mislim, da je lahko izjemen trener visokih igralcev, sicer vemo, da je Razem malce bolj tih možakar, bolj, ne vem, kako dober komunikator je, kar je seveda tudi pomembno pri trenerjih, vendar ko govorimo o njegovem znanju, to ni sporno. Njegova tehnika in njegovo znanje, ko smo ga imeli videti na parketu, obvlada povsem vse oblike centrske tehnike, s tem seveda, da lahko tudi zadane, da ima dober met in lahko zadane tudi trojko. In seveda njegova, če bi dejansko imel to, kar si ti rekel, 10 do 15 minut Lorbka na relativno visokem nivoju, mislim, da Blaž tak Lorbek je seveda tako uvrščen v reprezentanco. Zame je tam nekje meja, seveda pri njemu je vse vprašanje zdravja. Njegovo koleno je bilo dobro načeto, ne vem, kakšne terapije je v tem času upravljal. Športna medicina je izjemno napredovala, mimo grede. Lorbka sem lani tudi sam pri rehabilitaciji ene poškodbe, s katero se ubadam, sem ga videl v enem zdravilišč v Sloveniji, tako da vem iz osebnih izkušenj, da je trdo delal že dolgo časa. In seveda je na voljo izjemno veliko število novih terapij, stem cell terapij, Regenokine terapije, ki so mnogim košarkarjem, Kobe Bryant je bil eden izmed teh pristašev Regenokina, in mu je ravno ta terapija, recimo, kjer z lastno kri ti prečrpavajo in neko obogateno plazmo potem dajo, naj bi mu ravno to podaljšalo kariero in mnogi košarkarji so si na ta način obudili ali podaljšali kariero in povsem možno je, ne vem, kakšne gre vendarle za medicinske zdravstvene podatke in tukaj ne veš, kaj vse je Razem upravljal v tem obdobju, vendar povratek je možen, medicina moderna, vsekakor mislim, da ga ne bi, kot je sam Kokoškov selektor dejal, da ga ne bi uvrstil na seznam, če ne bi verjel, da je Razem sposoben tega povratka. Vemo tudi, da morda tukaj na nek način zveza lahko, mislim, da to ni nekaj nemogočega, da zveza dela uslugo Razmu, ki je igral za reprezentanco tudi poškodovan na zadnjem prvenstvu in se poskušal zaigrati takrat na tistem zadnjem prvenstvu v Sloveniji tudi poskušal narediti povratek, pa mu koleno takrat to ni dopuščalo in vemo, da predtem na tistem 2011 Evropskem prvenstvu ga je pa poskušal odpovedati ravno zaradi težav z zdravjem, ni bil sicer poškodovan takrat, vendar je vedel, da potrebuje počitek, da so njegova kolena v takem stanju, da verjetno dodatno igranje za reprezentanco poleti jih bo še dodatno oslabilo. Imel je neko določeno število tekem v nogah, v kolenih še in jih je porabil tudi takrat za reprezentanco, ko je takrat relativno nejevoljen. Ne vem, če se spomniš, Blaž, tistih dogodkov pred prvenstvom 2000. Predvsej pod pritiskom javnosti. Tako in je najprej celo dejal, da mu Barcelona ne dopušča. Seveda Barcelona po pravilih in zagotovo so mu tam zdravniki Barcelone svetovali, da ne igra, vendar Barcelona seveda uradno klubi
ne smejo prepovedati nobenemu igralcu. To je bil tudi izgovor nekaterih drugih igralcev v preteklosti. Recimo, to je bil Smodišev izgovor na večjih, mislim, da je celo za 2 prvenstvi uporabil izgovor, da ga CSKA ne bo pustil, ne spusti na prvenstvo. In takrat recimo javnost, tudi 10 let, 9, 8 let nazaj, tudi družbeni mediji, spletni mediji niso bili še tako močni, kot sedaj so te družbeni social networki na internetu močni in kjer lahko pritisk javnosti dosti močnejši, dosti glasnejši. In mislim, da je tudi bila to ena posledica, da takrat je to šlo predvsem mimo. 2011 je pa Erasem, ko je poskušal uporabiti isti izgovor, da ga klub namreč ne pusti. Seveda, ko so novinarji takrat potem poklicali v Barcelono, uradna izjava Barcelone, ne, mi Erasmu ne smemo prepovedati, seveda, če bi dejali, da mi smo mu prepovedali, bi izrecno kršili pravila FIBE. Vendar Erasem je takrat žrtvoval tudi nekaj svojih kolen za reprezentanco, toliko je treba priznati. In zato mislim, da je možno, da mu sedaj reprezentanca to vrača s tem in morda s tem, ko ga je uvrstila na seznam, postavila na oči nekaterih klubov, ki bi mu morda lahko dali pogodbo. Kaj ti misliš, Blaž, zakaj gre bolj? Za to drugo opcijo, ki sem jo jaz nakazal, ali misliš, da se dejal si, da ti si bolj skeptičen? Ja, pač jaz sem skeptičen predvsem iz tega vidika, če se spomniš to sezono, ko se je Lorbek 2-krat poskušal vrniti, mislim, da je treniral s Cantujem, pa potem tudi z Limongesom od Limonž, no. Že jaz sem ga v vodu, sem ime posem. Ja, pri Vojoševiću in pri Vojoševiću je odpadel predvsem zaradi tega, ker ni prestal zdravstvenega, se pravi zdravniškega pregleda. In to je rahlo skrb vzbujajoče, kajti razumel bi, da bi on prestal zdravniški pregled, vendar ne bi bil fizično dovolj pripravljen, da bi igral. Tako pa, da to pomeni, da ni klub bil pripravljen, da očitno nekaj ni v redu, da klub ni bil pripravljen sprejeti Lorbka. Ja, Limoža je tudi Klemen Prepelič, bi imel slovenski soigralca iz reprezentance. Tako da, glede na to, da so zdravniki svetovali proti podpisu pogodbe z Lorbkom, sem skeptičen. Jaz, vse pravim, kot navijač, kot velik fan Lorbka, jaz si res želim, da bi se vrnil, da bi šel na Evropsko prvenstvo, da bi tam pokazal še tisto, kar je ostalo v njegovih kolenih, njegovem telesu, da bi dejansko, lahko rečemo ta prežeta fraza, pustil srce na igrišču. Res si želim tega, vendar po pravici povedano, jaz sem precej skeptičen. Je pa, kot si že omenil, je pa od tega tudi odvisno predvsem to, kakšno postavo bo poslala Slovenija na Evropsko prvenstvo. Midva sva se malo poigrala s to prvo peterko oziroma z možnimi peterkami. O tem bo tudi nekaj še spregovorila, vendar morda zaenkrat samo še imena, ki sem jih omenil, Randolph in Dončić, tudi o njih. Lorbek, ja, vsekakor je, tako kot si dejal, če bo on sposoben odigrati 10 do 15 minut za reprezentanco, če bo dovolj pripravljen za Evropsko prvenstvo, morda 15 minut celo preveč, če bi bil on sposoben igrati 10 kvalitetnih minut, bi bilo to ogromno. Kot so dejala, njegovo znanje ni sporno. Fizična pripravljenost, ali bo koleno zdržalo. To je, res bo zanimivo videti. No? Mislim, predvsej odgovorov bomo dobili tudi na tem, kako sposobna je medicina trenutno, če bo dejansko se lahko vrnil Erasem na parket in odigral na prvenstvu, recimo igral tisto vlogo. In tako kot si dejal, če bo Erasem odšel na prvenstvo, to seveda vpliva močno tudi na postavo reprezentance, kdo bo odpadel, katera 12-terica se bo podala na prvenstvo. Na zboru se je izbralo 19 imen, no pravzaprav na uvodnem zboru 17 imen, sedaj je 18. Žan-Mark Šiško, ki je igral prvenstvo do 20 let, se je sedaj še pridružil Goran Dragić, se bo pa pridružil 1. septembra, namreč po pravilih... Hočeš 1. augusta.
1. avgusta, pardon. Ja. 1. septembra bo že malo pozno. Ja, zagotovo. Tako dober je, da lahko preskoči celotne priprave. On si to lahko privošči. Ne, tako kot, pardon, ja, 1. avgusta. Namreč po dogovoru FIBE in lige NBA lahko NBA igralci z reprezentanco trenirajo en mesec pred začetkom prvenstva in seveda to bo ravno 1. avgusta, zato bo lahko 1. avgusta začel priprave. Tako da Randolph, vendar kot sem dejal, Randolph in Dončić, Lorvek, če se bo tja odpravil, bova videla, če se bo odpravil in če bo med 12-terico, potem seveda morda se lahko zgodi zagotovo iz seznama odpade verjetno ali Dimec ali Zagorac, 2 igralca, med tema 2 igralcema bo en nedvomno našel svoje mesto v reprezentanci, vendar o tem, kot sem dejal, malce več kasneje, morda se samo še dotakneva 2 novincev, ki bosta izjemno pomembna v naši reprezentanci, seveda Randolph in Dončić. Obeh so že spregovorila, sem dejal, lahko si poslušate, povezavo boste našli v tem podcastu do preteklih podcastov, v katerih sva spregovorila o teh 2 igralcih. Randolph je vsekakor tudi zelo versatilen, ena izmed prednosti naše reprezentance bo ravno ta sposobnost številnih igralcev, da igrajo na večjih različnih položajih. To bo res velika prednost, še posebej, ko bodo želeli igrati kakšen small ball. Mislim, da bodo lahko ustvarjali v napadu številne mismeče in tukaj je seveda tudi vprašanje, na kateri poziciji bo recimo Randolph igral. Vsi predvidevamo, vsaj v tej začetni fazi, da bo morda Randolph začenjal na položaju krilnega centra in Vidmar na položaju centra, vendar Vidmar in Randolph sta povsem enako visoka in zdaj, če nasprotnik ne bo imel kakšnih dominantnih igralcev na položajih 4 ali 5, recimo kot Finci, Islanci, proti katerih bomo igrali v skupini, morda tudi Poljaki, ne vem, ali bo Gortat igral letos, tega še nisem preverjal oziroma nisem dobil še dokončne informacije, bom preveril. Vendar v vsakem primeru nekatere reprezentance bodo recimo, ne bodo imele dominantnih igralcev in posebno mogoče, da bo Randolph začenjal na položaju 4 in tudi recimo potem, ko gledamo ta moderna košarka, tudi v turnirskih sistemih, kjer se rado, pogosto igra bolj počasna košarka, se vendarle naklanja k tem malce nižjim postavam oziroma k čim večjemu številu strelcev na parketu. In naša reprezentanca se bo zagotovo igrala, poskušala igrati trdo, bo skušala igrati na kratko Golden State košarko, trdo v obrambi, hitro z dobrim kroženjem žoge v napadu, z velikim številom trojk, pace and space sistem, ki bo zahteval veliko gibanja igralcev, veliko teka. In z Randolph je igralec, ki je kot ustvarjen za tako košarko, ki je tudi skupaj z Dončićem igral tako košarko v Realu letos. Kar bomo seveda morali paziti in morali izboljšati obramba, ampak morda o tem malce več kasneje. Obramba je morda nek določen aspekt, ki je tudi lani v lanskih kvalifikacijah malce šepal, vendar je bila igra v napadu toliko boljša in tako dobra in toliko močnejša, da so morda igralci tudi avtomatično malce popustili v obrambi, ker niso imeli težav, vsaj ne velikih težav z doseganjem točk, ko se je pa zaustavilo v napadu, je pa igro prevzel Goran Dragić in vedno našel v lanskih kvalifikacijah primeren odgovor. No, na eni tekmi je bil pa Zoran tisti, ki je našel odgovor in Zoran je tisti, ki ga bomo pogrešali tudi, seveda dokončno je sedaj že znano, da ne bo nastopal in tudi o njemu sva pa pravzaprav spregovorila že takoj, ko je prišlo do poškodbe. Ne vem, Blaž, če se spomniš, sva posnela podcast, kjer so se dotaknili poškodbe in takrat že predvidevala preprosto, glede na čas okrevanja, ki ga zahteva taka poškodba, težavnost poškodbe in tudi dejstvo, da se ne more vrniti po taki poškodbi, glede na to, da ima pogodbo v Milanu še za naslednjo sezono, se ne more vrniti najprej v reprezentanco in tam riskirati poškodbo, medtem ko klub pravzaprav plačuje njegovo rehabilitacijo, bi bilo to vsekakor
poteza brez precedensa in ki si jo nikakor ne more privoščiti, tudi če bi Zoran želel, in mislim, da je želel, je njegov agent ga spravil k pameti. Ja. Zato morda Randolph, Blaž, tvoje razmišljanja na kratko? Ja, Randolph, v bistvu Randolph, bom tako rekel, je dobra ukrepitev tudi za Dončića, kajti razumeta se iz Reala, to mislim, da bo naveza, ki bo dobro sodelovala. Verjamem, da bo, ko ne bo igre organiziral Goran Dragić, mislim, da bosta Randolph in Dončić igrala veliko pick and rolla in seveda Randolph in pa Dragić. Imamo, mislim, da po dolgem času konsistentno štirko, ki lahko večkrat zadane trojko. Mislim, vedno smo imeli dobre štirice, ki so lahko zadevale trojko. Mislim, da tako kvalitetne nismo imeli od Erasma dejansko. Ne? Ja. In mislim, da je to izjemno velika ukrepitev za slovensko reprezentanco. Vem, da marsikdo bo rekel, ja, sej Omić pa tako naprej, ampak se mi zdi, da z Randolphom naša reprezentanca več pridobi, kot pa izgubi z Omićem. To v tem trenutku nedvomno, tudi o Omiću sva spregovorila v podcastu, kjer je, ko sva govorila o Randolphu in njegovem prihodu, ko je postalo jasno, da bo seveda del reprezentance letos, sva omenila tudi, jaz sem o Omiću že precej, če se spomniš, Blaž, omenjal sem tudi to, da v polfinalu španskega prvenstva je Omić v prvih 2 tekmah, na drugi tekmi se je poškodoval in na prvi tekmi nadigral Randolpha. Bil je boljši kot Randolph. Omić ni slab center, Omić je v širši slovenski javnosti podcenjen. Gre konec koncev, to so že večkrat povedala, v španskem prvenstvu pred prestopom v Turčijo lansko sezono je bil eden izmed najboljših centrov. Španska liga, vemo, je najboljša liga v Evropi, še vedno je boljša, globja je kot turška. Turška je tudi izjemno močna, Fenerbahče je trenutno zagotovo najmočnejši evropski klub z Obradovićem, vendar je španska liga malce bolj konkurenčna, malce bolj globja. Tisti res dobri klubi do 8., 9. pozicije so še res močni klubi, ki se lahko resno borijo recimo za Evropo, medtem ko v Turčiji 4-5 klubov, recimo, ki lahko resno računajo na tista mesta v Evropi. Vendar, ja, tako da Omić je, upam, da ga reprezentanca s tem, kaj 24 ali 25, 24, 25, tako, še vedno je tudi recimo temu za centra relativno mlad igralec, to so leta, centri, vemo, se razvijajo dalj časa, to je ena izmed pozicij poleg položaja organizatorja, 2 poziciji, kjer se igralci zorijo najdlje, potrebujejo največ časa, da se razvijajo v tiste res vrhunske igralce. In Omić je na dobri poti, ker namreč po tem, ko se je preselil v Turčijo, tam pri Perasoviću ni dobil priložnosti, vendar na to potem po ponovni selitvi v Španijo sredi sezone zopet potrdil tisti renome, ki ga je držal v Španiji že pred tem. In bil tudi zelo pomemben pri boju njegovega kluba v Eurocupu, zmagali so Eurocup in na koncu se seveda tudi uvrstili v Euroligo. Vse to je bil, velike zasluge so šle pri tem tudi njemu in tudi, spravim, v polfinalu so dobro igrali, dobro so se upirali Realu, tako da mislim, da ja, kot sem dejal, Omića upamo, da ga nismo zgubili s tem. Hvala, Omić, Alen, hvala za vse, kar si dal do sedaj reprezentanci in upamo, da te nismo zgubili tudi za naprej. Omić je napisal neko res lepo pismo, kjer je javno pismo, kjer je dejal, da bo največji navijač reprezentance za letos, vendar obenem tudi nakazal, da njegova prihodnost ni povsem jasna, vendar, Blaž, kot si dejal, v tem trenutku je Randolph boljši, bolj primeren igralec za to reprezentanco, tukaj ni nobenega dvoma, predvsem zaradi tega, ker ja, lahko igraš Alen Omić in Igor Uroš Gašper Vidmar. Tako je. Nisem bil čisto prepričan, koga sedaj misliš. Ob vseh teh imenih, ko snemava podcaste, se bi včasih kakšno ime tudi malce zaleti. Vendar ja, Gapeja, nisem pozabil njegovo ime, samo kratek, kot temu rečejo Američani, brain fart sem imel. Namreč Omić in Vidmar ne morete igrati skupaj na parketu. Medtem ko
Vidmar in Randolph lahko igrata, ker Randolph se lahko pomakne na trojko in zadane trojko, zadane, kot si ti dejal, celo v serijah zadeva trojke, je zanesljiv strelec za 3 točke. Tako da ja, lahko začenjajo, vendar lahko obenem tudi igra na položaju centra, tako da je bolj versatilen, tisto, kar sem že omenil, to bo prednost naše reprezentance, možnost igre na večjih položajih. In tudi Luka je ravno to, kar sva tudi seveda že njega omenjala, je tisti igralec, ki bo prav tako lahko igral na večjih različnih položajih in to bo seveda tudi vplivalo na samo sestavo reprezentance. In morda, če greva zdaj pogledat našo reprezentanco, kdo je potencialna 12-terica, ki bo zaigrala na prvenstvu. Kot sva dejala, ravno to, če se bo Lorbek tja podal, položaj, na katerem bo Randolph igral, položaj, na katerem bo še posebej Dončić igral največ časa, vse to bo vplivalo na to, kje bo tista največja potreba recimo v reprezentanci. In ko sva recimo debatirala, sva najprej sestavila seznam 8 imen, ki bodo nedvomno med 12-terico. In seveda začetka seveda Dragić, Dončić, Randolph, Vidmar, Čančar, Blažič, Murić in Prepelić. To je, mislim, da osmerica, ki bo brez dvoma na seznamu, ki si je zaslužila to tudi z igrami v lanskih kvalifikacijah. Potem sta 2 imeni, pri katerih sva mnenja, da bo zagotovo eno od teh 2 imen na seznamu. Center Dimec in pa Zagorac, krilni center. In tukaj je seveda sedaj vprašanje, ali bo Lorbek tudi med to 12-terico. Če bo Lorbek član 12-terice in če bo lahko resno igral, potem bo verjetno Zagorac ostal doma in Dimec. Vendar je seveda zaradi tega, ker lahko Randolph igra tudi na položaju centra, je seveda tudi Dimec vprašljiv, ker imamo Vidmarja in Randolfa, ki lahko igrata na položaju centra. Seveda zdaj tudi vprašanje, koliko visokih igralcev vzamemo sabo. Zagotovo se mi zdi, da bi bilo preveč, če bi sabo vzeli Vidmarja, Randolfa, Dimca, Zagorca in Lorbka. To bilo potem 5 igralcev na pozicijah 4 in 5, kjer zagotovo vsi ne bi igrali. Sploh če pomisliš, da lahko na položaju 4, se pravi na krilnem centru, igrata tudi Murić in pa Čančar. Tako, in zagotovo bosta v določenih, tako kot sva dejala, v tem small ball, v postavah, kjer bo morda se Randolph pomaknil na položaj centra, bo zagotovo, v nekaterih kombinacijah, small ball kombinacijah, hitrejših kombinacijah, kjer bomo recimo potrebovali več točk, ali pa kjer bomo želeli recimo nasprotnika samo preprosto na kondiciji in hitrosti igre, zmleti s kondicijo in hitrostjo igre, bomo zagotovo se odločili za kakšne take kombinacije, kjer, kot si dejal, Murić in Čančar na štirki lahko tudi igrata, bosta igrala. In pač ravno tako, kot si rekel, od Lorbka bo odvisno, kdo bo sedaj izmed teh visokih igralcev šel. Sam mislim, da na koncu bo imel Zagorac rahlo prednost pred Dimcem, predvsem zaradi izkušenj in zaradi tega, ker lahko povleče tudi ven in zadane kakšno trojko. Strelcev ni v današnji moderni košarki, nimaš nikoli dovolj strelcev v ekipi, še posebej visokih strelcev, to so tisti, ki so najbolj vredni. In mislim, da ob Randolfu in Vidmarju ne vidim zdaj, kdo bi recimo bil v Evropi igralec, ki ga one dva ne bi mogla pokriti in bi ga na drugi strani bi potrebovali Dimca. Morda recimo proti Srbom, da če bomo igrali proti njim in proti kakšnemu Bobiju Marjanoviću, se lahko zgodi, da si hitro nabereš osebne napake, vendar že spet imamo 2 igralca, ki lahko igrata na položaju centra, 2 zelo kvalitetna igralca. Zaradi tega je vprašanje, če bi potem potrebovali še 3. centra za rezervo, še posebej, če lahko recimo 2 strelca dodaš, Zagorca in Lorbka. In Lorbek je tisti X-faktor, ki bo seveda tudi vplival na izbor. Kot sem dejal, jaz mislim, da če bo Lorbek res lahko igral in igral v rotaciji,
10 minut na srečanje, potem bi se lahko zgodilo, da bi recimo za rezervo, za morebitno primer poškodbe vzeli tistega tretjega centra, ker ponavadi je tisto vprašanje, ali vzameš tretjega organizatorja ali tretjega centra. V obeh primerih gre za igralca, ki recimo ne bosta igrala veliko, vendar gre za dva položaja, ki sta nujno potrebna, brez katerih praktično ne moreš igrati in kjer je dobro imeti tisto dodatno rezervo. Ja, to se čist strinjam s tabo, ampak recimo, če pogledamo mogoče, kdo bi bil pa po tvoje tisk, ki lahko bi že zdajle mogoče trdil z gotovostjo, da ne bo šel na prvenstvo? Ja, mislim, na seznam igralcev, ki se bodo recimo borili za uvrstitev med 12-terico, sem videl uvrstila Hrovata, to so seveda vsa imena, nisva sedaj jih rangirala. Hrovata, Kosija, Lapornika, Lorbka sva dala tudi seveda pod vprašaj, Mahkovica, Nikoliča, Repca, Rupnika, Šiška in potem seveda te dve imeni, Zagorac, Dimec. Kot so dejala, eno izmed teh dveh imen bo zagotovo gor. Dve, če bo Lorbek, zagotovo ne bosta ime. Vendar po drugi strani, če ne bo Lorbka, bosta pa oba. To je zaradi tega seveda je ta pogojnik. Če ne bo Lorbka, potem bo zagotovo bosta Zagorac in Dimec v moštvu, Dimec in moštvu, to je potem 10 igralcev. Tako da potem iščemo še 2 igralca, zagotovo bodo vzeli še enega organizatorja. Položaj organizatorja je seveda Goran Dragič in pa Luka Dončić bo nedvomno igral tudi na položaju organizatorja nekaj časa. Seveda tudi pri Dončiću je vprašanje, na katerem položaju bo začenjal tekme in na katerem položaju bo igral največ časa in to lahko potem tudi vpliva na to, kdo bo, katere 2 igralca bo še seboj vzel Kokoškov. Namreč, če bo Dončić začenjal vprašanje je samo, ali bo začenjal, vemo, da bo seveda Goran začenjal na položaju organizatorja, po vsej verjetnosti bo tudi Luka začenjal tekme v prvi peterki. Mislim, da je vsaj v tem trenutku morda lahko recimo priprave pokažejo nekaj drugega, da je kemija, recimo, da se preprosto nekateri igralci bolje ujamejo, vendar, kot si sam dejal, z Randolfom, Luka in Randolf imata osvojen ravno ta sistem igre, ki ga bo v napadu pogosto igrala Slovenija. Ne ravno, mislim, da bo bolj organizirana Slovenija, kot je bil recimo Real v pretekli sezoni in upamo, da bo tudi boljšo obrambo igrala kot Real, ker v nasprotnem primeru ne bomo osvojili medalje, nikakor ne. Vendar v napadu pa seveda z izjemo tiste Julove brez glave igre in trojki z 10, 11, 12 metrov, mislim, da tega ne bo noben v naši reprezentanci počel. Vendar, kot sem dejal, hitra igra v napadu, menjavanje pozicij, kroženje žoge, vse to in zato je seveda vprašanje, na katerem položaju bo Luka začenjal tekme 2 ali 3. Jaz mislim, da bo začenjal na položaju 3. Jaz tudi mislim, da bi bilo najbolj koristno, če bi, seveda zdaj že spet vprašanje tudi, če bo Randolf začenjal tekme, če bo Kokoškov začenjal tekme z Randolfom in Vidmarjem. Ker če bi recimo začenjal slučajno, mislim, da bo to zagotovo ta default, primarna postava, s katero bo začel in potem videl, če so morda potrebne kakšne spremembe, kakšne prilagoditve. Tako da mislim, da so položaji, vsaj zaenkrat položaj 1, 4 in 5 so zapolnjeni. 1 Goran Dragič, 4 Randolf, 5 Vidmar, tako bomo verjetno začenjali tekme sprva, potem pa za naprej sta pa seveda. Jaz mislim, da bo Luka začenjal tekme, ti mislim, se strinjaš? Ja, jaz se strinjam s tabo, ampak recimo zdaj, če malo tako, po vsem tem, kar mi da se pogovarja in vse to ne dejansko, naša reprezentanca, kot si ti tudi že omenil, je tako zelo prilagodljiva, tako zelo versatilna, da dejansko bo imel Kokoškov na koncu rahel glavobol, kakšno postavo sploh postaviti na igrišče, kajti kot so že omenjala, Murić lahko igra na položaju
3 in 4. Čančar lahko igra na položaju 3 in 4. Randolph lahko igra na položaju 4 in 5. Dončić lahko igra na položaju od 1 do 3. In morda celo 4. Morda celo 4. V končni fazi tudi Goran Dragić. Še malce morda prešibati, še posebej za Eurobasket, vendar 1 do 3 brez težav. Ja. Recimo tudi Goran Dragić lahko igra na položaju 1 ali 2. Ali recimo tudi 3 je igral v Feniksu nekaj časa. Recimo Aleksej Nikolić lahko igra na položaju 1 in 2. Tako da imamo izjemno, kar se prilagodljivo. Če bo Nikolić seveda med 12-terico. In mi da sva, recimo, če sva zdaj izluščila tisto 10-terico, samo da dokončava to debato o potencijalni 12-terici, če sva recimo dejala, recimo, da dava Lorbka, da bo Lorbek dovolj pripravljen. Recimo, čisto tako hipotetično, ja. Lorbek bo dovolj pripravljen za tistih 10 minut, kako kvalitetno bomo videli na prvenstvu, vendar bo v peterki. Potem predvidevava Dimec ali Zagorac. Zdaj, morda v tem primeru se lahko odloči Kokoškov za Dimca, kot sem dejal, tretji center, pač za rezervo, če slučajno pride do kakšne poškodbe. Vendar eden izmed teh dveh, tako da to je potem 10 igralcev in potem se sprašujeva seveda še za 2 igralca. Zagotovo, kot sem dejal, položaj centra in položaj organizatorja sta tista 2 položaja, kjer verjetno potrebuješ neko dodatno rezervo. Predvsem zaradi tega, ker seveda je Luka sposoben organizirati napad, vendar če greš zdaj na prvenstvo z Goranom in Lukatom kot tistim predvidenim sekundarnim playmakerjem, še vedno potrebuješ nekoga. Čeprav mislim, da seveda zdaj vprašanje, kako bo rotacija opravila. Ali bo recimo Kokoškov začenjal tekme z Goranom in Luko in potem malce hitreje iz igre potegnil Luko ali Gorana in nekaj časa potem drugega, tistega, ki bo ostal, pustil, da igra na položaju organizatorja in potem, ko bo tistega potegnil naslednjega. Vprašanje tudi, kako globoka rotacija bo. Ali bo recimo v rotaciji imel tega tretjega organizatorja in tako kot so dejala, ta versatilnost, ta možnost izmenjavanja položajev naših igralcev. Nikolić je verjetno od teh, ki so na seznamu, najbolj primeren za to vlogo, ker lahko igra tudi na položaju 2, tudi v Nemčiji je občasno in v drugo ligašu, kamor so ga posodili med sezono in v svojem moštvu je igral tudi na položaju 2 občasno. Tako da je verjetno on tisti drugi, tretji organizator, ki ga bomo vzeli, to je 11. igralec. Potem pa ostaja še eno mesto, eno prosto mesto in kar nekaj imen. Hrovat, Kosi, Lapornik, Mahkovic, Rebec in pa Rupnik in pa Šiško. Mislim, da lahko trdiva z gotovostjo, Šiško bo odpadel, Rebec bo odpadel. Mislim, da Kosi in Mahkovic. Kosi bo odpadel, ja, Kosi sedaj imamo dovolj globine na položaju krilnega centra, na položaju 4-5 imamo dovolj, tako da ne potrebujemo dodatnega igralca, mislim, da gre tudi za premalo izkušenega igralca, da bi lahko resno računal na kakšne minute v rotaciji na Eurobasketu. Hrovat, Lapornik dvomim, Hrovat prej, Hrovat, Mahkovic. Hrovat je predvsem za obrambo zelo dober igralec. Ja. Ne, ravno, če bi potrebovali dejansko zelo težka odločitev za to zadnjo 12. Mislim, da se bo odločalo med Hrovatom, Mahkovicem in Rupnikom za tisto zadnjo pozicijo in mislim, da bo precej odvisno tudi od tega, kako bodo te 3 igralci igrali v pripravah. Mislim, da bo precej odvisno od tega, vendar mislim, da bo eden izmed teh 3, mislim, da bo na koncu. Jaz bi mogoče celo dal mičkeno prednost Hrovatu, zaradi tega, ker lahko zelo dobro igra v obrambi, dvignjuje tudi nivo igre v napadu v letošnji sezoni pri Olimpiji, zraven pa lahko še igra na položaju 2 in 3, če se že gremo to versatilnost. Se strinjam, na drugi strani seveda za Rupnikom zelo dobra sezona v Španiji, kjer se je začel v drugi ligi in bil tam med najboljšimi organizatorji in si na to
prislužil poklic, recimo temu v navednicah, v prvo ligo in tam nadaljeval z dobrimi igrami. Tisti, ki spremljajo našo stran, naš Facebook, so zagotovo videli tudi, da je bil Lukova podaja izbrana za najlepšo podajo prvenstva v letošnji sezoni. Res fantastična podaja, ki bi tudi v Ligi NBA lahko konkurirala za najlepšo podajo. Res izjemna podaja, moram reči, da čudovito je Luka najdel v tisti akciji soigralca, zmedel celotno obrambo. In kot pravim, dobra sezona za njim in morda tista dodatna, zdaj, če v nekaterih Morda pa, ne vem, morda pa bo recimo, da bi vzel Kokoškov in Rupnika in Nikoliča in bi, ne vem, Nikoliča štev kot mislim, da to ni nemogoče, kot sem dejal. Na koncu mislim, da eden izmed te trojice, Hrovat, Mahković, Rupnik, mislim, da bo eden izmed teh treh na koncu v postavi, da bo med 12 igralci na prvenstvu. Kdo pa pravi, sem prepričan, tako kot sem dejal, mislim, da bodo pripravljalne tekme zelo veliko vplivale na to, kdo bo tukaj in seveda tudi kakšna morebitna poškodba, ki pa lahko povsem spremeni, vendar potrkajmo. Upajmo, da do poškodb je bilo že več kot dovolj. Mislim, da prekletstvo poškodb, ki nas stare že dolga leta, ne samo seveda tiste odpovedi, ki so bile morda nezaslužene, za katere dobro vemo, ki jih je bilo ogromno v zgodovini, nikoli nismo uspeli zbrati tiste najboljše 12-terice, ki jo imamo v tistem trenutku. Morda je to celo edinkrat tako lahko zberemo. Zoran je poškodovan, ni na voljo, zaradi tega ga ne moremo šteti, vendar od teh igralcev, ki so na voljo, ki so zdravi, so dejansko tukaj najboljši. Je to najbolj in tega pravzaprav nikoli za nobeno od preteklih prvenstv ne moremo trditi, da smo zbrali najboljše zdrave igralce. Vedno je bilo ogromno zdravih igralcev, ki niso recimo eden izmed lepih pokazateljev tega, koliko recimo temu legend slovenske košarke je recimo vendarle izpustilo ogromno prvenstev. Seveda je v košarki tudi ta problematika prvenstev bila predtem Eurobasket vsake 2 leti, vsako leto praktično igraš 3 leta, lahko zapored, 3 poletja zapored, reprezentančna imaš poletja, morda potem 1 poletje in to je ogromno košarke, še posebej recimo za igralce iz NBA lige, ki odigrajo 82 tekem redne lige in potem imaš primere še, ko odigrajo celotno končnico, vemo, te Ironmani, argentinski Manu Ginobili in podobni, ali Skola, tudi podobni Ironman, ki so vedno igrali tudi po končnici in tudi na konec koncev Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Marc Gasol, vsi igralci, če so bili zdravi, so vedno igrali in takih igralcev moramo reči, da je Goran Dragić pravzaprav edini. Laković je nesporna legenda, ki je tudi vedno igral, govorim seveda o aktivnih, vendar Laković in Goran Dragić sta dva izmed morda lahko rečemo celo, da sta edina zvezdnika naše reprezentance, se pravi tista res najboljša igralca, vemo, Mlaković je bil tudi MVP Eurolige, konec koncev, in tudi zaradi tega morda eno prvenstvo preveč odigral na položaju prvega organizatorja. Mislim, da bi 2011 moral biti že Goran tisti prvi organizator, vendar nedvomno 2 igralca, naša 2 najboljša organizatorja in 2 morda celo največji zvezdi reprezentance v določenem obdobju, čeprav morda nekateri tega ne bi trdili za Lakovića, kakšna druga imena dali kot večje zvezdnike, vendar po mojem je vendarle toliko dosežkov imel v Barceloni, pa ko so MVP, prvake Evrope, vse to si je prislužil in ta 2 igralca sta res edina, ko gledamo število nastopov, bo Goran Dragić morda lahko po letošnjem Eurobasketu zasedal 2. mesto za Lakovićem po številu naslovov, kar želim povedati, že pri številu nastopov, že pri 31 letih. Vemo, imamo igralce, ki so se upokojili, poslovili od reprezentance pri 33, 34, 35. Niso odigrali toliko tekem, kolikor jih je Goran že odigral in so izpustili nekaj prvenstev zaradi menjave kluba, je bil eden izmed tistih razlogov, ki jih morda nekateri štejejo med tiste razloge, ki niso
najbolj tehtni oziroma ki jih ne bi smeli igralci uporabljati takrat, ko izpustijo reprezentančni zbor oziroma reprezentančni ciklus. Tako da vendar, da se ne bom sedaj preveč izgubil s tem. Blaž, govoriva sedaj o teh idealnih peterkah, če se vrneva nazaj. Kot sem dejal, mislim, da potem na koncu bo eden izmed tiste trojice, Hrovat, Mahković, Rupnik, še zasedel tisto zadnje mesto, vendar tista glavna rotacija, tista najmočnejša rotacija so jo pa seveda omenila že takoj na začetku, Dončić, Dragić, Randolph, Vidmar, to bo verjetno, te bodo zagotovo začenjali v prvi peterki, potem je seveda vprašanje na položaju, kot so dejala, Dončić bo verjetno predvidoma igral na krilu, mislim, da potem Blažič ali Prepelič na položaju 2. Mislim, da bo to precej odvisno od nasprotnika. Blažič boljši v obrambi, Prepelič boljši v napadu. Tako, in Prepelič seveda boljši met ima, lahko tudi malce bolje organizira napad Prepelič kot Blažič, saj recimo na Eurobasketu 2015 je bil Prepelič pogosto v vlogi tistega organizatorja, ker vemo, takrat Goran ni igral, nam je primanjkovalo, tudi Nikolić takrat ni igral, recimo, in je pogosto bil v vlogi tistega organizatorja, ki jo je precej dobro upravljal. Moram priznati, da v Limožu ga v letošnji sezoni nisem veliko gledal, priložnost sem imel videti 1 ali 2 tekmi, tako da ne vem, koliko je recimo letos imel priložnosti pod Vujoševićem organizirati napad, koliko je kaj razvil to igro, vendar, ja, Blažič ali, mislim, da je glavno vprašanje na dvojki Blažič ali Prepelič, čeprav seveda je vprašanje, lahko pa daš tudi Dončića na dvojko in potem Murića na trojko. Tudi tukaj je vprašanje, potem imamo pa res izjemno visoko in atletsko postavo, morda je to celo najvišja verzija reprezentance, kjer imamo že Goran je visok za organizatorja, ampak potem na položajih 2-3 igralca višja od 200 cm, 202-203 cm, oba merita Murić in Dončić, Randolph in Vidmar pa oba seveda 211, je pa tudi zanimiva kombinacija in mislim, da je to vsaj, kar se tiče prve peterke, mislim, da je to tisto glavno in edino vprašanje, na katerem položaju bo Dončić igral in potem kdo bo igral na tistem preostalem položaju, seveda 2 ali 3, poleg Dončića in Gorana Dragića na zunanjih pozicijah. Ja, in bomo videli, kdo bo tisti, ki bo dopolnjeval to peterko. Mogoče bi se zdaj čist, pač da ne bova zdaj spet predolga, mogoče samo še na kratko dotaknila tekmecev in sporeda slovenske reprezentance na Evropskem prvenstvu. O posameznih reprezentancah bova tako ali tako še posnela podcast, kjer jih bova bolj poglobje, bolj globoko spoznala naše nasprotnike v skupini. Ja, v vsakem primeru bova posnela podcast, ki ga bova posvetila samo nasprotnikom v skupini in potem morebitnim nasprotnikom v skupinah v drugem delu, v skupinah, s katerimi se bo križala Slovenija, kdo so favoriti tistih skupin. Temu bova seveda posvetila poseben podcast in vendar tokrat, ja, pregled seveda, kot sem dejal, igrala se bo letošnje Evropsko prvenstvo v 4 državah, drugi del se seli v Turčijo, v Istanbul, v naši skupini. Naša skupina je ena izmed močnejših skupin. Sedaj o tem, katera bo najmočnejša, bi težko govorili, vendar je povsem možno, namreč dosti je tudi odpovedi, sprememb reprezentance, recimo, če bi v tej naši skupini, recimo, Francija prišla na prvenstvo še s Parkerjem, Goberjem in Batumom, bi zagotovo zdravim Parkerjem seveda ne poškodoval. Parker namreč, njegova poškodba je bila tako huda, da bo predvidevajo šele januarja nekje začel se vrnil na parket, torej ga čaka še zelo dolgo okrevanje. Vendar Francija, kljub temu še vedno močna reprezentanca, vendar predvsem Batum in Gober kandidat za najboljšega centra prvenstva, Batum kandidat za najboljše krilo prvenstva. Tako da zagotovo jih bodo pogrešali Francozi. Grčija,
tudi precejšnja neznanka, še posebej po tej menjavi generacij, namreč prejšnjo prvenstvo je bila reprezentanca zgrajena še okoli Spanulisa, igral je tudi Zisis še, sedaj pa reprezentanca ne nova reprezentanca zgrajena, takrat je tudi Antetokounmpo, Greek Freak, igral še bolj obrobno vlogo, vemo recimo na medsebojni tekmi Slovenije in Grčije, ga je takrat Zoran pošteno nadigral Antetokounmpa. Mislim, da je, sicer govorim na pamet, vendar mislim, da je Antetokounmpo na koncu ostal pri 5 točkah v skoku 2, Zoran pa na koncu dal preko 20 točk, več podaj, več skokov. V vseh pogledih ga je pošteno nadigral, boljši odstotek meta iz igre, vendar to je bil povsem drug Giannis Antetokounmpo. Giannis je v zadnjih 2 letih naredil ogromen napredek, letos tudi dobil nagrado za igralca, ki je najbolj napredoval v ligi in sodi vedno višje, gre na tej lestvici najboljših kril, igra pogosto tudi to pozicijo point forwarda, zna organizirati napad, zna igrati žogo pri svojih 211 cm, je izjemno gibljiv in spreten igralec, tudi žogo, in bo seveda vprašanje, kako bo igrala Grčija, ta reprezentanca, ki bo zgrajena okoli Giannisa, ki pa vendarle recimo v tej evropski košarki, kjer je manj prostora, bolj zgoščena raketa, centri, vemo, lahko taborijo pod raketo, NBA ligi tega ne morejo zaradi pravila 3 sekund, in seveda kako bo nima dobrega meta, Giannis še vedno ni razvil dobrega meta izdaleč, tako da bo zanimivo, ali se bo dalo zaustaviti Grke s tem, da bo zložil, bodo imeli dovolj strelcev, to je seveda vse še neznanke, ki ostajajo, vendar, kot sva dejala, v naših nasprotnikih bova posnela poseben podcast in glavna nasprotnika v naši skupini sta seveda Francija in Grčija, poleg njih pa potem še Poljska, Finska in Islandija, 3 reprezentance, ki jih ne gre podcenjevati, kot sem dejal, ne vem še, ali bo Gortat, mislim, da ne bo Gortat letos pravzaprav igral, kar seveda pomeni, da bo Poljska precej slabša, vendar imajo nekaj dobrih igralcev, recimo kot je Lampe iz Barcelone, vsekakor premorejo dobre igralce, ki igrajo v evropskem pokalu, ki igrajo v Euroligi. Ne gre podcenjevati evropska košarka, predvsem reprezentance evropske se razvijajo, na drugi strani vemo, kakšna je pri nas finančna situacija, sicer ta še ne vpliva toliko na to reprezentanco, vendar kar želim povedati je, ne gre podcenjevati države, ki pravzaprav vlagajo več v košarko kot Slovenija. In recimo Poljska in Finska sta 2 državi, ki jih slovenski ljubitelji košarke hitro zavržejo kot outsiderje oziroma kot moštva, ki bi jih morali zlahka premagati, vendar gre za 2 moštvi, ki, kot sem dejal, vlagata v košarko v zadnjih letih precej več kot Slovenija, in tudi Finska je že na trenutke, tudi spomnimo se nastopa Finske na Eurobasketu v Sloveniji, kako so odlično igrali, in tudi mi poznamo nekaj Fincev, ki so igrali za slovenske klube, uspešno. Ja, Saso Sal in Timo Raniko. Tako da nikakor ne gre podcenjevati, in to so še vedno igralci, se pravi, vse te reprezentance premorejo, z izjemo Islandije, premorejo tudi Finska in Poljska igralce, ki igrajo v Euroligi, ki igrajo v evropskih pokalih in ki jih ne gre podcenjevati, vendar obenem tudi reprezentanci, ki jih moramo premagati. Tukaj ni dvoma, od katerih smo boljši in ki jih moramo premagati. Obenem, kot to seveda govorimo o tem, kako ne gre podcenjevati nikogar, je treba tudi povedati, da smo boljši od teh reprezentanc in da vsaj kar se tiče prve peterke, smo povsem enakovredni tudi Grkom in Francozom, morda celo boljši od Grkov in Francozov. Mislim, da tukaj moramo pogumno in samozavestno pogledati, kje igrajo igralci naše peterke, kakšne vloge igrajo igralci prve peterke. Imamo najboljšega organizatorja prvenstva, seveda mora Goran to tudi potrditi, na Eurobasketu, na prejšnjih prvenstvih, ko je bil
zadnje dve prvenstvi, ko je bil prvi play, torej Eurobasket 2013 in svetovno prvenstvo 2014, ko je bil Goran prvi play, bil na obeh prvenstvih med najboljšimi tremi playi prvenstva, 2013 v idealni peterki, 2014 sicer ni se znašel v idealni peterki, vendar recimo je imel boljšo statistiko kot Kyrie Irving, ki je bil MVP tistega prvenstva, imel boljšo statistiko kot Miloš Teodosić, ki je v finalu igral proti Kyriju Irvingu, morda dva najboljša, saj po imenih oziroma po izboru novinarjev najboljša, vendar je imel Goran, lahko greš pogledat statistiko, boljšo, več točk, boljši procent meta in podobno število podaj. Tako da mislim, da je bil Goran na tistem prvenstvu drugi strelec, drugi po procentu meta med organizatorji in peti podajalec. Torej skupno, če si gledal indeks, je imel drugi najvišji indeks, mislim, da na prvenstvu, če se ne motim, je imel Barea na tistem svetovnem prvenstvu višji indeks. Govorim na pamet, vendar zagotovo je imel Barea med prvimi tremi igralci najvišji indeks. Nista ga pa imela Teodosić in Kyrie Irving. Tako da ne bom že spet preveč plaval, imamo najboljšega, mislim, da, kar želim povedati, Goran ni se dokazal samo v NBA košarki, vendar se je dokazal tudi v FIBA košarki, na prvenstvih dokazal, da sodi, ne bom niti omenjal lanskih kvalifikacij, kjer je bil z naskokom najboljši igralec celotnih kvalifikacij, ne samo najboljši organizator. Tako da imamo, mislim, da najboljšega organizatorja prvenstva brez dvoma, imamo igralca, ki je lahko potencialno najboljši krilni center prvenstva, morda celo najboljši center prvenstva, ima ta potencial, še posebej v sistemu, ki ga bo postavil Kokoškov. Zaradi tega seveda mislim, da se lahko Grčiji in Franciji, da bomo, pričakujem jaz, zelo enakovredne boje proti Grčiji in Franciji. Klop ni tako globoka. Ja, klop ni. To bo edina stvar, ki bo na koncu pri nas, v bistvu to je edina stvar, kjer nas lahko skrbi pri naši reprezentanci. Ravno ta klop, ki je pri ostalih reprezentancah bistveno bolj globoka. Vendar, treba je vedeti tudi nekaj. Ko pride do odločilnih, ko pride do tistih bojev na izločanje in tako naprej, klop lahko doda dodatno energijo, ampak večinoma pa tekme začenjajo in zaključujejo potem tisti igralci minutaža se pri ključnih igralcih zveča in zato jaz predvidevam, da se nam na koncu pri izločilnih bojih ta manjko globine na klopi ne bo tako zelo poznal. Se bo poznal, seveda, da se bo poznal, kaj ti je definitivno. Tudi turnirski sistem tekmovanja, pozna se globina predvsem pri tem, ko lahko igralce morda na tekmah, ki jih prej odločiš, morda prej spočiješ, če imaš globljo klop, oziroma se ti ni treba bati, da bojo recimo 10, 11, 12 igralci, da bi te igralci v rotaciji zapravili prednost, ki so jo tvoji nosilci priigrali. Ja, ampak ko pa pride dejansko do tistih borb in tistih zadnjih minut, ki bodo odločale o napredovanju, o medaljah in tako naprej, pa mislim, da ne bomo prav nič hendikepirani napram ostalim. Če seveda pridemo v te boje, to pa je tisto glavno vprašanje, Blaž, za konec končava pri tem, zdaj skupino sva omenila, mislim, da z Grčijo in Francijo se bomo borili za prva 3 mesta. Mislim, da ta moštva bi morala po kvaliteti in po imenih zasesti prva 3 mesta v skupini in mislim, da se lahko enakovredno borimo z Grčijo in Francijo tudi za prvo mesto. Seveda bodo priprave še ponudile precej odgovorov, morda prihranjujem si to možnost, da bom svojo napoved pred samim začetkom in po pripravljalnih tekmah še kaj spremenil, kaj priredil, tudi po pripravljalnih tekmah drugih reprezentantov, kot sva dejala, poškodbe naše reprezentance ali pa poškodbe pri kakšnih drugih, ki jim ne privoščimo, ampak ne bom trkal za poškodbe drugih reprezentanc, lahko spremenijo še kakšne te napovedi. Vsekakor, vendar kar se tiče naše skupine, ja, zagotovo Grčija, Francija in Slovenija napredujejo in potem seveda Islandija, Finska in Poljska se borijo za tisto zadnje mesto. Čeprav mislim, da se bodo za tisto zadnje mesto, da bo bolj borba med Poljsko in Finsko. Se strinjam, no. Pa še to mislim, da bi rahlo dal prednost Finski, mislim, da imajo rahlo boljšo reprezentanco od Poljske. To, da
to so skrbi za Fince in Poljake, ne za Slovenijo. Ja, nedvomno imamo mi boljšo postavo v teh reprezentanc in moramo premagati, če res ciljamo tako visoko, kot so napovedovali nekateri funkcionarji, igralci. Potem so to reprezentance, ki jih moramo premagati, in potem je tudi Grčija in Francija sta reprezentanci, ki bi jih morali premagati ali pa se vsaj z njimi povsem enakovredno boriti do samega zaključka tekme. Morda, če bomo v skupini v zadnji minuti, v zadnjih sekundah izgubili tekmo proti Grčiji in Franciji, to ne bo tako pesimistično, kot če bi nas te reprezentance recimo povozile za 10, 15, za dvoštevilčno število točk. To je tisto, kar si ne želiš. Vendar ja, mislim, da zelo optimistično, vsaj jaz optimistično zrem v začetek tega prvenstva. Mislim, da imamo lepo, in kot sem dejal že na začetku tega najnega podcasta uvoda v to, mislim, da trojica Dragić, Randolph in Dončić ni nujno, da bo to najboljša trojica, najboljši Big 3, tako imenovan Big 3 na samem prvenstvu, vendar bo pa zagotovo, mislim, da bo konkurirala za najbolj atraktivno, najbolj gledljivo trojico igralcev, ki jih bo res v užitek gledati, če bo Kokoškovu uspelo vzpostaviti koncept. Vendar seveda, kar je tisto zelo pomembno, ta koncept, ko sem rekel Golden State košarka, tisto na kratko se zveni rahlo, tista mim fraza, ki jo vam vržeš, mim, ne bo kdo narobe razumel, ki jo vam vržeš, vendarle ja, ne, imamo dobro reprezentanco, ki lahko poseže po največjih mestih, vendar je potrebno to reprezentanco uigrati. Tako kot Golden State igra, zato potrebuješ leta treningov, igralci, jedro morajo leta igrati skupaj, in tukaj je seveda tisto vprašanje Randolfa, kemije, kako se bo vklopil v moštvo. V končni fazi tudi Dončić. In v končni fazi tudi Dončić, prav tako Dončić, kako se bo vklopil v to moštvo. In pripravljalnih tekem ni dosti. Recimo hitro mine en mesec priprav, Randolph se bo še poročil med tistim Adekovim turnirjem, tako da bo na koncu z Goranom verjetno odigral 5-6 pripravljalnih tekem. Ne veliko, vsekakor ne veliko. Slovenija bo odigrala, če se ne motim, 9 pripravljalnih tekem v tem ciklusu. Začenjajo že Blaž čez pravzaprav 3 dni. V nedeljo, oziroma 4 dni v nedeljo. 4. Tako da Rogaška Slatina, začenjajo v Rogaški Slatini proti Rusiji in potem seveda nadaljujejo Slovenija in Madžarska, Slovenija Češka, Hrvaška Slovenija, Slovenija Ukrajina, Izrael Slovenija, Slovenija Turčija in potem še Slovenija Hrvaška, tisti zaključek v dvorani Stožice, in potem takoj zatem naslednji dan še zaprta tekma, še enkrat Slovenija-Hrvaška. Tako da nekaj, mislim, zagotovo Izrael, Turčija in Hrvaška bodo tisti bolj resni nasprotniki, medtem ko Madžarska, Češka, Ukrajina vsekakor vemo iz lanskih kvalifikacij, dobra reprezentanca, solidna reprezentanca, ki bo vsekakor tudi dober preizkus. In univerzitetna reprezentanca Rusije bo pa predvsem služila v igravanju tiste prve ekipe, kjer verjetno Goran niti ne bo še igral. Tako da ja, po teh pripravljalnih tekmah bova lahko seveda še več povedala o teh napovedih, zato tudi zdaj ne bova dala tistega dokončne napovedi, ja, Slovenija pa lahko poseže po medaljah, vendar lahko zagotovo ima postavo, ki se lahko bori za polfinale, za borbo, ki lahko pride v borbo za medalje, vendar bo seveda precej odvisno tudi od naslednjih nekaj tednov, ki jim bova v najinem podcastu redno sledila, in seveda vas tudi obveščala o vseh spremembah, pomembnih informacijah in nadaljevala najino debato, kateri pa upava, da se boste tudi vi pridružili in pustili kakšen komentar pod temi objavami. Vsekakor je debata takoj bolj zabavna, če česa nisva povedala, vendar o tem več v najinem zaključku. Blaž, bi še ti kaj dodal? Nič ne. Kratek intermezzo in se vrževa z zaključkom.
Ja, Blaž, naj bo to dovolj za uvodno epizodo najnega Eurobasket vodiča. Mislim, da sva dovolj natančno razdelala slovensko reprezentanco, dovolj informacij ponudila poslušalcem, vsaj za ta prvi del, uvodni del. Naslednji podcast, takoj po prvi uvodni pripravljalni tekmi reprezentance, ki bo že v nedeljo proti univerzitetnemu moštvu Rusije, tako da je seveda tudi vprašanje, ali bodo tisti nosilci sploh dobili priložnost in ali bo morda Kokoškov sedaj več minut namenil tistim igralcem, pri katerih se še odloča, pri katerih je bolj v dvomih, ali bodo vzeli, torej tisti igralci, ki bodo 100% potovali, verjetno proti univerzitetni reprezentanci ne bodo veliko igrali. Vendar morda bomo že videli kakšno minuto Randolfa in Dončića na parketu, tako da po tisti tekmi naslednji podcast. Do takrat pa morda, Blaž, samo še tisti glavni kontakti, kjer naj lahko dosežejo. Upam, da bo potekala debata, da bomo lahko vsekakor seveda tudi pod drugimi novicami bomo redno spremljali, objavljali in na naših Facebookih se zna razviti zanimiva in lepa debata in upam, da bo tako tudi med samim prvenstvom, da ne bodo ljudje preveč izgubljali živce, čeprav seveda tudi kritike so, če so zaslužene, te na mestu in tudi te vroše, ne samo kritike naju in najnega podcasta, ampak tudi reprezentance, seveda. Vsakršni komentarji, Blaž, na katerih naslovih? Ja, na NBA Slovenija Facebook strani, na sportinfo.si Twitterju in pa seveda na spletni strani sportinfo.si. Ki bo, upam, da takrat že prenovljena in postavljena dokončno. Ja, to bo dovolj za tokrat, tako da lahko poslušalcem zaželiva samo še lep preostanek tedna in živjo. Živjo in uživajte v tekmi v nedeljo. Tako, lep pozdrav.